Področja je danes situacija zelo dobra in sicer je to rezultat politike občine Slovenske Konjice v preteklosti, ko si je zadala za cilj, da obnovi dotrajane šolske stavbe in vlaga v to infrastrukturo. Pa vendarle je tudi na področju investicij ostalo še nekaj nedokončanih nalog, ki bi jih bilo nujno potrebno dokončati v tem 4-letnem obdobju, ki je pred nami. Vsekakor je to dogradnja oziroma novogradnja ali obnova telovadnice pri osnovni šoli v Ločah, na kar je še ostala 3. faza športnega parka pri osnovni šoli v Dravinji, obnova šolske kuhinje, ki je izpadla iz prvotne obnove po sanaciji šole po neurju s točo, in pa, kar je najpomembneje za šole, ki so zelo dobro opremljene v naši občini, da se šolam nameni dovolj sredstev za redno vzdrževanje. To se je pokazalo že na osnovni šoli pod Goro, kjer ugotavljajo, da so prizidki, ki so bili narejeni v 80., v 90. letih, že v slabem stanju, da so energetsko zelo potratni in da nujno potrebujejo določene zamenjave. To je, da šola da nima več težav z ogrevanjem in pa z drugimi vzdrževalnimi težavami, zamakanjem strehe in podobno. Ravno tako ugotavljajo, da potrebujejo nekatere nove prostore in pa preureditve starih, da bodo zagotovili normativom in standardom, ki so predpisani za osnovne šole. Če na osnovnih šolah vpis otrok v zadnjih letih nekoliko upada, ker pač se povečano število rojstev šol ni toliko dotaknilo kot vrtcev, pa glasbena šola v Slovenskih Konjicah ugotavlja, da se vpis otrok povečuje. Zaradi tega so se tudi pri njih pojavile potrebe po dodatnih prostorih za izvajanje individualnega pouka, nujno bi potrebovali prostor za pouk teorije, za glasbeno pripravnico in vidijo možnosti po teh dodatnih prostorih v preureditvi preostalega dela podstrešja na osnovni šoli pod Goro, kjer ima glasbena šola Slovenske Konjice svoje prostore. V bodoče bi pa kazalo razmisliti tudi o razširitvi glasbene šole in o nadgradnji glasbene šole z vsaj kakšnim oddelkom srednje glasbene šole. Kajti Konjičani smo znani po tem, da imamo zelo dobro glasbeno šolo, tudi dovolj učencev, ki uspešno zaključijo to osnovno in bi z veseljem nadaljevali tudi v srednji glasbeni šoli. Kar pa je za mnoge naše dijake, ki obiskujejo srednje šole, predvsem poklicne in tehnične v Celju ali Mariboru, časovno zelo naporno in pa tudi finančno veliko breme za družine. Morda bi kazalo o tem razmišljati in se povezati z kakšno sosednjo glasbeno, srednjo glasbeno šolo in tukaj odpreti mogoče kakšen oddelek. To so predvsem investicije in kot sem že prej omenila, težave šol so v rednem vzdrževanju, zato predlagam, da občina Slovenske Konjice v svojih naslednjih proračunih nameni dovolj sredstev, da obdržimo kvaliteto, kakršno imamo sedaj, da se čez nekaj let zopet ne bomo pogovarjali o temeljitih obnovah in prenovah sedanjih stavb. Naslednji cilji, ki smo si jih zastavili, pa se dotikajo vsebine in kvalitete življenja, tako mladih kot starejših občanov. Predlagamo, da se oživi dejavnost e-šole na osnovni šoli v Dravinji, ki je bila pred 4 leti vzpostavljena s pomočjo projekta Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in občine Slovenske Konjice, s katerim je šola dobila potrebno opremo, imamo zelo dobro opremljeno učilnico, ki pa zadnji 2 leti v popoldanskem času sameva. Pridno jo koristijo učenci in učitelji v dopoldanskem času, v popoldanskem času pa bi se tukaj lahko dogajale izobraževalne dejavnosti za občane. Verjetno bi bila ciljna publika mladina in pa tudi starejši občani, ki bi lahko s pomočjo mentorja pridobili potrebna znanja, kajti opažamo, da tudi pri starejši populaciji veliko zanimanje za obvladovanje sodobnih komunikacij, kot je internet, spletna pošta in tako dalje. Naslednja stvar, ki bi bila dolgoročno
dobro in bi prineslo pozitivne rezultate za mlade v Konjicah, pa je, da bi se zavodi in društva, ki se ukvarjajo z mladimi, povezali in skupaj načrtovali tako preventivne akcije in dejavnosti, kot tudi dopolnilne dejavnosti, predvsem v prostem času in v počitnicah. Ugotavljamo, da se društva in zavodi vsak zase trudijo, nimamo pa skupnega cilja, ki bi prinesel končni rezultat, mogoče čez nekaj let, 5 ali 10 let, predvsem na tem preventivnem področju. To je, kako se obraniti pred različnimi zasvojenostmi, drogami in kako kvalitetno preživljati prosti čas. Mladi, ki bodo znali zapolniti svoj prosti čas, ne bodo podlegli toliko vplivom različnih skupin in zahajali v težave. Seveda bi se našlo še kar nekaj ciljev na področju družbenih dejavnosti, ampak nekako smo izpostavili te 4, od investicij v šolstvo, redno vzdrževanje, potem razširitev glasbene šole, oživitev e-šole in pa povezati dejavnosti z mladimi. Toliko z moje strani, hvala. Hvala lepa. Ni vprašanj, bi zaključil novinarsko konference, mi se vsem prisotnim zahvala za udeležbo. Hvala lepa. Danes ste pravzaprav nanizali kar nekaj dobrih predlogov, kako še izboljšati kvaliteto osnovnošolske vzgoje oziroma izobraževanja, pa tudi glasbene šole. Bi nam jih lahko na kratko strnili, no? Ja. Občina Konjice je v zadnjih letih zelo veliko vlagala v infrastrukturo in lahko rečemo, da imamo eno najboljših šol v Sloveniji. Ne samo stavbe, tudi programi naših šol so zelo dobri, kar se kaže na uspehih otrok. Pa vendarle nekako vidimo tak minus ali pa primanjkljaj na področju zaključka začetih investicij in pa potem rednega vzdrževanja obstoječih stavb, ki jih imamo. Naslednjo so pa cilji, ki jih imamo na področju glasbenega šolstva, kjer so še velike možnosti za razširitev, za vpis vseh učencev, ki si želijo v glasbeno šolo, pa zdaj že žal zmanjkuje prostora, in pa morda razmislek o ustanovitvi kakšnega oddelka srednje glasbene šole v prihodnjih letih. Naslednji naši cilji se pa dotikajo kvalitete življenja tako občanov kot mladine, to je oživitev e-šole, ki bi s pomočjo mentorja nudila brezplačno izobraževanje vsem občanom v popoldanskem času, saj imamo na osnovni šoli v Drvini za to posebej opremljeno učilnico z najsodobnejšo tehnologijo. Kot učiteljica in kot bivša ravnateljica pa ugotavljam, da bi bilo potrebno na področju dela z otroci povezati vse, ki se z otroci ukvarjajo, od vrtcev pa do srednje šole, od zavodov pa do društev, da si zastavimo skupne cilje na področju preventive in pa tudi kvalitetnega preživljanja prostega časa. Dolgoročno bi tako lahko naredili dosti več kot pa sedaj. Kako nameravate angažirati lokalno skupnost, da bo začela, pristopila k uresničevanju teh dobrih idej? Lahko se povežemo z vsemi temi, ki delujejo z otroci, tako z društvi kot zavodi, se usedemo za mizo in se dogovorimo in naredimo načrt za naslednja leta. Boste spodbujali te misli? Seveda. Kvalitetne predšolske in osnovnošolske vzgoje v konjiški občini nekako v ospredju prizadevanj vašega občinskega odbora Stranke Zares nova politika? Res je, že vrsto let se ukvarjamo z tem zelo pomembnim področjem. Naj spomnim, da smo pred 2 leti v sodelovanju z konjiškimi vrtci organizirali zelo odmevno okroglo mizo z tem namenom. Tudi v sklopu letošnjih lokalnih volitev smo to področje predšolske vzgoje uvrstili na prvo točko našega programa. Menimo namreč, da so, na področju izobraževanja te investicije velike, ki so bile v preteklosti v konjiške osnovne šole zaključene v veliki meri in da je vendarle sedaj prišel čas, da je potrebno tudi za konjiške vrtce z novogradnjami zagotoviti kvalitetne prostore za izvajanje kvalitetne predšolske vzgoje.